Danes se pa nahajava na Dolenjskem. Natančneje v Mirni peči pri cerkvi svetega Kancijana. Cerkev stoji v starem delu Mirne peči. Prva naj bi bila zgrajena v romanskem slogu, a dokazov za to nimamo. Druga pa bi naj bila zgrajena leta 1526 v gotskem slogu, obdana z obzidjem. Cerkev, ki stoji še danes, pa je bila zgrajena leta 1915. S prispevki vaščanov in občine pa je bila obnovljena leta 2007. 26. septembra 2021 je bil v tej cerkvi posvečen zdajšnji novomeški škof Andrej Saje. Vsako leto na velikonočni ponedeljek pa je tukaj tudi blagoslov motoristov in motorjev. Sem Janez Rihteršič, župnik tukaj v Mirni peči. Kmalu bom srebrnomašnik, kar se tudi že po laseh vidi. Ta župnija je prvo moje župnijsko mesto. Po kaplanovanju sem bil poslan sem. Župnijska cerkev ima dobrih 100 let, čeprav je to že ta 4. cerkev na tem mestu, ker je mirnopeška župnija prafara. Kljub temu, da je vsako leto videti našo cerkev ob blagoslovu motorjev in motoristov, je bilo pa pred 2 letoma skoraj eno pomembnejše dejanje tukaj, ko je bil posvečen naš novomeški škof Andrej Saje, in takrat je bila ta lepotica še bolj lepa. Cerkev ni nič posebno okrašena, je pač neogotski slog, ampak je pa najlepša takrat, kadar je polna, in to je pa ob nedeljah. V Mirni peči delujejo tudi karmeličanke, naju pa zanima, kako se je vse tukaj sploh začelo. Ja, zasluge, da je bil postavljen karmeličanski samostan pred 25 leti. Ne, saj ni res, pred 20. Pred 20 leti ima naša rojakinja, sestra Agneza Saje. Ona je vstopila v karmeličanski samostan v Ljubljani, na Seljih, potem so jih pa razgnali in so bile po vojni potem v Avstriji na različnih koncih. Ko pa so se spet zbrale in so v Sori najprej zidale samostan, je pa sestra Agneza zmeraj sanjala Karmel na Dolenjskem, Karmel na Dolenjskem. In potem je po spletu okoliščin, lahko rečemo pa po božji voli, njena prijateljica Angela Makše zapustila en kos zemlje in svojo mehno hiško je rekla: glej, to ti dam, če boste tukaj postavili svojo hišo. In na ta način se je potem tukaj začela skupnost in so prve sestre prišle iz Sore. Zgradili samostan, zdaj jih je pa v samostanu 9 sester. Kako pa izgleda njihov dan? Ja, karmeličanke so kontemplativni red. To pomeni, da samostane ne zapuščajo razen ob izjemnih stvareh. To pomeni, da je bistvo
njihovega dneva molitev, ki je razporejena čez cel dan, ampak njihova služba, dobesedno služba, je molitev. Približno 8 ur imajo namenjenih v dnevu za molitev, nekaj skupne molitve, nekaj osebne molitve, premišljevanja in tako naprej, maša. Potem se pa med te molitve vključi pa tisto, kar je potrebno poskrbeti za hišo in tako naprej. Imajo vrt in na ta način je sestavljen njihov delovnik. Njihova specialiteta je molitev. To je to. Bi pa izpostavili kakšno posebnost cerkve. V bistvu ta cerkev se razlikuje od drugih in to povejte na kakem primeru. Ta cerkev je bila zgrajena med Prvo svetovno vojno. Začeli so v maju 1914, ker je bila prejšnja cerkev občutno premajhna in so jo en del porušili, se pravi maja so začeli in 8. decembra je bila ta stavba v istem letu pod streho in so jo že lahko začeli uporabljati, čeprav je bila potem posvečena oziroma dokončana in s posvetitvijo izročena bogoslužju 17. leta. Ker je pač tak slog neogotski, je cerkev videti precej prazna, nima kakšnega posebnega okrasja, je pa lepa za bogoslužje, zlasti takrat, ko je polna, ko ljudje sodelujejo pri bogoslužju. Morda je od vsega okrasja en zanimivo upodobitev križa, misijonski križ, ki ga je naredil kipar Pengov. Namreč Kristus na križu je majhen drugačen, kakor smo ga navajeni. Nima krvavih ran, nima trnjeve krone, ampak ima aureolo, se pravi, je že vstali Kristus, je poveličan, ampak križ pa še zmeraj ostaja. Križ pa ostaja, toda Jezus je križ, smrt, greh premagal, dal novo življenje v tisto, tja, kjer ni bilo življenja, in to je zelo močna simbolika lahko. Vsako leto na velikonočni ponedeljek pa tukaj poteka tudi blagoslov motorjev pa motoristov. Ja. Kako to izgleda? Kako to izgleda? Ja, izgleda tako, da je cel kraj zabasan z motorji in motoristi. Tako to izgleda. Ja, letos bo 25. že. Moj predhodnik, ki je bil tudi sam motorist in se je včlanil v motoklub, je začel s tem blagoslovom, ki pa je prerasel potem okvire tega motokluba in zdaj je to vseslovenski blagoslov. Ja, kot sem rekel, takrat je ves kraj zapolnjen z motoristi. Tisto, kar pa recimo zadnja leta opažam, je pa to, da jih vedno več pride k maši. Oziroma je takrat pravzaprav cerkev polna motoristov, ki so pri maši, ja. Čeprav vem, da mnogim recimo, ki pridejo od tiste strašne množice, menda je bilo koliko, 12,000 ali koliko, da blagoslov gotovo mnogim nič ne pomeni.
Vem pa za druge, ki pa pridejo prav zaradi blagoslova, ker želijo na ta način izročiti svoje življenje v Božje varstvo. Ja. Tako da... Pa ste sami tudi motorist? Ne, jaz nisem motorist. Jaz se bolj gotovega počutim na nogah. Nisem motorist. Ker ste pa zagotovo, pa ste radi tukaj župnik. Ja, gotovo. Vam je kdaj ob tem vsem dogajanju težko, naporno? No, gotovo je naporno. To sploh ni nič slabega, da je naporno. Iz naporov se potem rodijo lepe stvari. Ja, rad sem župnik tukaj, zagotovo. Zlasti zaradi odprtosti ljudi, ki so pripravljeni na sodelovanje v različnih dejavnostih župnije, v različnih skupinah. Ja, in ni težava noben napor, kadar vidiš, da s tem ljudem pomagaš, da zaradi tega oni tudi sami napredujejo, rastejo v veri. Tako da ni nobenega lepega sadu brez napora. Ne. Janez, najlepša hvala za vse te lepe besede in vsega dobrega želiva. Hvala lepa, tudi vama. Pa smo prišli do konca današnje oddaje. Upam, da ste izvedeli marsikaj zanimivega. In se gledamo spet kmalu.